Računaš, da boš od tega odrekanja v preteklosti nekaj imel? Jaz sem zdaj vdova, imam prizadete otroke. Se zmeraj šparala, saj bo na starost. Potem pa naenkrat vidiš, da so pogoltni ljudje in nam želijo vzeti to, kar smo ustvarjali z goljufivimi metodami. To pa ni sprejemljivo. In mi je hudo 30 let, pa da ne dobim tistega, kar smo ustvarili. To, kar zdaj kaže, je pač izpeljava precej dobro zamišljenega scenarija o tem, na kakšen način se okoristiti z družbo, brez da bi dejansko njenim delničarjem, lastnikom od tega karkoli namenili. Zdaj me niti notna pusti, je sramotno. Nič ne grizemo, smo čisto prijazni, lahko poveste. Za kogarkoli je stavba zaprta, no kljub temu, da je bila za to uro sklicana sicer skupščina. Gospa, taka so navodila, očitno. Tako, vi imate navodila, da k upravi ne smemo. No, lejte, potem gremo pa mi k pravni službi. Pričakala nas je varnostna služba, ki je sicer korektna, seveda s svojimi navodili, da nas absolutno ne spustijo naprej. Verjetno ali nimam? Nimate, ja, če niste več zaposleni. Aha, dobro. Zaposleni imajo. Želeli smo, da bi se vsaj oglasili do predstavnikov družbe, ampak nam je bilo sporočeno, da bo to možno edino ob kaki drugi priložnosti. Dejstvo pa je, da glede na postopke, ki jih v družbi spremljamo, ni več prav veliko časa, da zaščitimo interese delničarjev v tej družbi, ker kot kaže, so se vodilni v spregi z upniki namenili po postopku prisilne poravnave, seveda z željo preko slej verjetno, da bi se okoristili ob prodaji, preprodaji te družbe, pri čemer seveda bi bili vsi delničarji oškodovani oziroma ne bi prejeli nič. Menimo, da trenutna uprava, ki vodi družbo, dela v škodo delničarjev. Zaradi tega bomo tudi v prihodnosti preko sodišča probali zahtevati sklic skupščine in tudi, bom rekel, menjavo uprave, ki bo delala v interesu vseh deležnikov in ne zgolj v interesu nekaterih individualnih bodočih upnikov, ki so, rečemo zdaj, upniki in so pripeljali stvari tako daleč, kot so. Po našem videnju stvari in poznavanju dosedanjih tovrstnih praks seveda pomeni, da bo prišel kupec, ki bo iz tega naslova verjetno imel drugačne motive, interese. Vprašljivo je jasno tudi, kaj to pomeni za samo družbo, za njene delavce. Že novembra sem zahteval sklic skupščine, upravo prosil, da delničarjem predstavi, kaj se sploh dogaja, da ne bomo kar na lepem presenečeni, da nismo več delničarji. Nažalost se je ravno to zgodilo, ampak očitno so precenili, da ni nobenih resnih stvari, zaradi tega niso v skupščine sklicali. Se pravi, delničarji po 3 mesecih še vedno ne vemo, zakaj se gre, kaj se dogaja z družbo in smo zelo razočarani. Pod to upravo od leta 2012 so bili sami superlativi. Družba je sicer poslovala super, očitno pa je imel nekdo malo drugačen interes v zadnjem letu. Tukaj danes, ko bi morala biti skupščina družbe, ki je bila preklicana na vprašljiv način, po našem videnju stvari, predvsem z razlogom, da se izogne poročilu o posebni reviziji, ki je bila dosežena prek sodišča. Zavzema se naj zveza, jaz sama ne moram nič, ne. Doseči vsaj možnost izstopa delničarjev, torej vsaj doseči možnost, da bi te delnice lahko prodali po pošteni, po primerni ceni. S tem v zvezi bi se poleg zbranih delničarjev obrnil tudi na ostale delničarje, v družbi jih je blizu 300, da se vključijo v naše postopke. Mi smo vse obvestili o tem, kaj se v družbi dogaja in s tem v zvezi ponudili tudi delničarski sporazum. Namreč več, ko nas bo, več bo možnosti, da dejansko uspemo kaj doseči. Ja, omenil bi, da v bistvu dejansko sta ekonomska lastnika Unicredit banka ter Addiko banka, kar se lepo vidi tudi iz imenovanja članov upravnega odbora strani Unicredit banke, gospod Rok Rozman in gospod Kajzersberger iz strani Addiko banke. Odkup terjatev, verjetno zelo donosna naložba za Anacap in gospoda Čufarja ter Ugorja za približno 10 milijonov
so kupili 95% finančnih terjatev do Livarja in lastništvo bojo pa očitno dobili zastonj. Se pravi, nekje v 2 letih bojo realizirali 25 milijonov v škodo delničarjev, ki bomo v tem trenutku pač izbrisani. Skratka, imamo opravka pravzaprav z znanimi akterji, ki jih lahko spremljamo, njihova ravnanja, aktivnosti, da se izrazim morda bolj slikovito, rabote v preteklosti. Sem razočarana.